imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Papež Frančišek nas v času hudih preizkušenj, ko so ogrožena naša življenja in nam sedanja človeška stiska povzroča mnoge osebne in duševne težave, vabi na sinodalno pot, ki je v tem, da na to pot krenemo v zaupanju, v pomoč Svetega Duha, ki v nas prebiva. Kot je Jezus v času svojega življenja na tem svetu pomagal reševati stiske in probleme življenja, tudi mi prosimo Svetega Duha, da bi mu sledili in bi na prvo mesto dajali ljubezen do ljudi, do ubogih, bolnih, zapostavljenih in oddaljenih od družbe. Jezus je ostajal vseskozi tesno povezan v molitvi s svojim Očetom in ni ničesar naredil brez Očetove volje. Oviram, ki jih imamo pred seboj, se lahko izognemo ali jih podremo, lahko pa izumimo tek čez ovire. Tek čez ovire je v Svetem Duhu pogovor, dialoška pokorščina, ki nam pomaga, da naša skupnost deluje povezano, da se čuti med sabo kot družina, da se v njej čuti duh bratstva. Dobri Bog, v tej naši stiski te prosimo, da bi znali drug drugemu prisluhniti, da bi znali prav ovrednotiti stvari za skupno dobro. Pomagaj nam, da bo vsak od nas skušal živeti tako, kot njegov odrešenik. Naš življenjski cilj mora biti v tem, da vedno in povsod postavimo Boga na prvo mesto, ga poslušamo in skupaj s svojimi brati in sestrami hitimo po sinodalni poti. Naj nas na tej poti vodi Duh resnice in naj s srcem poslušamo, kar danes govori Duh Cerkvi. Ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, ti si moj prijatelj, Jezus Gospod. Ob tebi, našem prijatelju Jezus, smo zbrani, da te častimo in te molimo. Pot Duha je pot ljubezni. Kdor se trudi, da bo ljubil, se dela iz ljubezni, nič iz sebe, nič na prisilo. Kdor se trudi, da bo ljubil, odkriva, da je ljubljen od tebe, od bratov, da ga redovno življenje posvečuje. Zato te častimo, Jezus, ker nam daješ svojo ljubezen, svojo milino, ker nam daješ ljubezen v naše misli, besede, dejanja, ker vsakdanje skupinski in osebni molitvi po naših bratstvih ljubezen vlivaš v naše srce in se človeška krhkost, grešnost, krivost, žaljivost in slabotnost v tebi preobraža v ljubezen, ki poraja novo življenje. Zato te častimo, zato te molimo, za nas, ki smo že tvoji, kot redovniki in redovnice, in za tiste, ki jih kličeš in jih v duhu ljubezni na poti z nami oblikuješ za pot prihodnosti v redovništvu. Slavimo te, Gospod Jezus.
Kako prijetno in dobro je, če sestre živimo skupaj. Kako prijetno je, če delamo skupaj. To smo čutile tudi sestre naše skupnosti o pripravi načrta hiše. Videli smo, kako pomembno je poslušati in slišati. Po različnih predlogih sester, kako pristopiti k delu, smo začeli delati drugačne korake, kot smo najprej načrtovali. Pokazalo se je, da bo po predlagani poti vsaka imela še več možnosti, da prispeva svoj delež. Dragocena je bila misel vsake sestre. Duh resnično veje, kjer hoče. V pogovoru so se zbistrile misli in načrt je nastajal. Hvala, Gospod, za sestre. Hvala za bogatstvo misli in idej. Hvala, ker si nas zbral in povezal v skupnost, da lahko skupaj hodimo, skupaj gradimo sestrinstvo in se med seboj podpiramo na poti. Ti si me poklical, ti si me poklical, ti si me poklical, Jezus Gospod. Gospod, vedno, ko se zbiramo skupaj, nam izkušnja govori, kako je lepo, prijetno, domače in varno. Veliko je trenutkov, še posebej pa so to slavja in obletnice naših sobratov, ko čutimo, da smo zbrani ne po svoji volji, ampak na Gospodovo pobudo in v moči duha, ki nam odkriva bogastvo življenjskih trenutkov. Odkrivamo, kako so pomembni trenutki vsakdanjega srečanja. Tudi na pobudo papeža Frančiška, ki pravi: gremo na pot tako, da se poslušamo in da poslušamo Svetega Duha, da razpravljamo tudi s Svetim Duhom, kar pomeni obliko molitve. Ti si moja skala, ti si moja skala, ti si moja skala, Jezus Gospod. Izkušnja jezuitov je praznovanje 500-letnice spreobrnenja svetega Ignacija Lojolskega, ki jo praznujemo letos z začetkom lanskem letu. Ignacij nas vabi k osebnemu spreobrnenju, ki je potrebno, da bi ugledali druge, jih slišali ter skupaj hodili naprej. Potrebo po našem spreobrnenju ter posledično skupno prizadevanje konkretno vidimo na področju duhovnega življenja in vračanja k Kristusu, skrbi za obrobne in zapostavljene, skrbi za spremljanje mladih ter skrbi za naše okolje in kulturo, ki jo dihamo in živimo. Doživljamo, da se spreobračati ni lahko, zato brez sklicanja moči Svetega Duha ne gre, vsekakor pa to, kar mu pustimo, da spremeni v nas na bolje, prinaša veliko notranjega veselja in osvoboditve. Šel sem za teboj, šel sem za teboj, šel sem za teboj, Jezus Gospod.
Če pravimo, da je Cerkev enako sinodalnost, potem lahko rečemo, da je sinodalnost identiteta redovnega življenja. Naša konstitucija ima naslov Poslane ste. Kot mlada sestra sem se spraševala, zakaj pisateljice dokumenta niso dale naslova Poslana si. Zakaj so pisale v množini in potem je vse besedilo naravnano na prvo osebo množine, niti ne na tretjo osebo ednine. Počasi mi je postajalo jasno. Naše skupno življenje je preroško znamenje Cerkve in zato služba Božjemu ljudstvu. Naša skupnost se oblikuje in bogati iz kulture, v kateri živimo, in iz načina, kako krajevna Cerkev izraža svojo vero. Preroško znamenje v našem tako individualistično usmerjenem svetu je gotovo življenje v skupnosti. Skupnost pa je dajanje in sprejemanje razlik, spoštovanja, napetosti, negotovosti, veselja, skratka, skupne hoje ljudi, ki se trudimo za enega duha in za eno srce. V svojem prizadevanju graditi skupnost doživljamo odpuščajočo moč usmiljenega Boga, ki je vedno z nami. Tudi danes, sedaj, tu pred nami, na oltarju. Pred njim stojimo danes taki, kot smo, v vsej svoji človečnosti. On je naša edina opora, smisel in cilj naše skupne hoje. Na tej poti smo obdarovane z veliko ljudmi in stvarmi. Vse je dar in za ta dar se danes zahvaljujemo z vami, bratje in sestre, in prosimo, Gospod, okrepi nas s svojo milostjo, da bomo znali in zmogli še naprej oznanjati tvoje veselo oznanilo, pospeševati edinost in pomagati sebi in ljudem v rasti do polne zrelosti v tebi. Amen. Ti si moja radost, ti si moja radost, ti si moja radost, Jezus Gospod. Z vami bom podelila našo izkušnjo skupne hoje. Vsako leto imamo kot provinca določeno temo, ki je povezana s spodbudami in usmeritvami vrhovnega kapitla. V letu 2021 smo se skupaj poglobile v spodbudo Bog nas kliče, da bi bile žene, ki sprejemamo svojo ranljivost. Vložile smo kar nekaj napora, da smo o tej temi spregovorile, tako osebno, kakor tudi v skupnostih in na provincialni ravni. Na tej poti, ki smo jo hodile skupaj, smo izkušale in se soočale s svojo krhkostjo, nepopolnostjo in grešnostjo. Učile smo se to prepoznavati, ozavestiti, si priznati, dovoliti in se učiti sprejemati. Odkrivale smo pozitiven vidik ranljivosti, da biti ranljiv in šibak ni sramota ali primanjkljaj, ampak dar in priložnost, ko svojo nemoč, ranljivost, ranjenost in občutljivost izročimo Gospodu in tako to postaja prostor Gospodovega delovanja, ki ga on edini, ki je naš zdravnik in tolažnik, lahko spreminja v prostor odrešenja. Izkušale smo spremembo, ko smo postajale bolj blage in prizanesljive do sebe in do drugih, se soočale z realnostjo življenja
se bolj poslušale in sprejemale različne poglede ter se učile živeti z raznolikostjo. S pripravljenostjo na odpuščanje, darovanje in dialog smo vstopale v velikonočno skrivnost in na sebi izkušale logiko pšeničnega zrna, ki umre, da obrodi sad. Živo smo občutile, kako drugačna je božja logika od človeške, in to nas napolnjuje s hvaležnostjo. Vesele smo vsakega malega koraka, ki smo ga zmogle narediti. Pojem tebi v slavo, pojem tebi v slavo, pojem tebi v slavo, Jezus Gospod. Dobri Bog, po svetem duhu želim biti s teboj. Pridi in dotakni se mojega notranjega pogleda, da bom mogla zreti tvojo božjo slavo, ki nima mej. Zahvaljujem se ti, ker mi s teboj vse postane lažje, ker se umirim, ko se obrnem nate. Dobri Bog, hvala, da si z menoj, ko hodim, da si z menoj, ko delam, da si z menoj, ko sanjam, da si z menoj, ko trpim. Z menoj si, ko sem žalostna in ko se veselim. In kadar ne morem več, si tudi z menoj. Hvala ti za skupnost, v kateri čutim podporo in povezanost, ko odhajam k bolnim, trpečim in osamljenim. Zahvaljujem se ti, ker me krepiš v zavesti, da svoje poslanstvo vršim v imenu skupnosti. Zelo sem ti hvaležna za sestre, še posebej starejše, ki me na otipljiv način spremljajo in podpirajo s svojo molitvijo. Hvaležna sem jim za vprašanja, s katerimi dobrohotno izražajo zanimanje, kako se počutijo moji bolniki, moji veroučenci, pa tudi kako se sama počutim pri opravljanju svojega lepega poslanstva. Dobri Bog, iskreno se ti zahvaljujem za vse priložnosti, ko smem skupnostjo deliti lepe in manj lepe, kakor tudi težke trenutke in doživetja. Prav v tem molitvenem prepletanju doživljam, kako tisti, ki smo močneje vključeni v delo, in tisti, ki na prvo mesto postavljajo molitev, hodimo po isti poti ter vršimo isto poslanstvo. Bodi z nami tudi v prihodnosti. Te povsoto znanjam, te povsoto znanjam, te povsoto znanjam, Jezus Gospod. V naši provinciji nas je na skupni poti povezalo leto Amoris Laetitia. V provincialnem svetu smo začutili, da je en del besedila, to je 4. poglavje, ki govori o pogovoru v družini, nagovarja tudi naše redovne skupnosti. Nas pa še posebej po karizmi, saj je odlomek, na katerem je papež Frančišek utemeljil to poglavje, hvalnica krščanski ljubezni. Ta pa je tudi osnova temu, čemur v salezijanskem svetu rečemo preventivni sistem. Prisluhnile smo besedilu in življenju v naših skupnostih. Pogledale smo, v kaj nas je Bog poklical, kakšno poslanstvo nam je zaupal in kaj to pomeni za nas danes. Iz naših razmišljanj je nastal zelo preprost načrt, ki ga letos, kolikor je mogoče,
uporabljamo v skupnosti in z ljudmi. Nimamo velikih besed, kako bi to opisali, pa nam je Bog po svoji besedi prišel naproti. Sinodalna ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Takšna se nam zdi sinodalna ljubezen, v katero nas Bog vsak dan znova kliče in jo preko nas udejanja. Ti me vedno spremljaš, ti me vedno spremljaš, ti me vedno spremljaš, Jezus Gospod. Gospod, ti nas poznaš. Ti veš, da ko skupaj hodimo, se pogosto prizadenemo. Premalo smo pozorne na potrebe sosester, težko prenašamo njihove napake. Če pogledamo globlje, vidimo, da je razlog, da se spotikamo druga ob drugi v tem, da smo še premalo povezane s teboj. Če bi nas same sebe gledale skozi tebe, če bi nas sosestre gledale skozi tebe, odpusti nam našo šibko vero in nam jo pomnoži. Obenem bi se ti rade zahvalile za vsako lepo srečanje, ki je dozorelo potem, ko smo druga drugo prizadele. Hvala za vselej, ko smo v molitvi pred tvojim ljubečim obličjem priznale svojo grešnost in svoj delež odgovornosti v konfliktu. Hvala za moč in ponižnost, da smo pristopile k sosestri in se iskreno pogovorile. Hvala za izkustvo odpuščanja, ki prenovi in poglobi odnos. Takrat doživimo, da lahko hodimo zares skupaj samo v tebi, samo če je Sveti Duh ves med nami. Pomagaj nam ohraniti v spominu vse lepe izkušnje, ki nam vlivajo pogum in krepijo zaupanje med nami. Ostani z nami, Gospod. Ti si v koščku kruha, ti si v koščku kruha, ti si v koščku kruha, Jezus Gospod. Dragi Jezus, jaz sem ti prinesel pa kar provincijski molitvenik, ki ga imamo vsak od bratov, in sicer ta je od brata Pavla, ki se je lansko leto s teboj srečal in ki nam je v naši skupnosti prinesel tako en tak okus nebes in tvojega življenja. In s tabo, brat, s tabo, sestra, bi rad delil molitev, ki jo je Frančišek doživel. Jezus ob tebi, ko sta bila, ko si v bistvu je bilo premalo besed za prošen, premalo besed za zahvalo, ampak te samo še opisoval. In tudi mi, bratje, vidiš, kako te s tem molitvenikom spoznavamo, opisujemo, molimo. Včasih raztreseno, včasih že mislimo na del, včasih smo lačni, včasih že rečeš, o Jezus, kdaj bo konc, včasih rečeš, Jezus, tle sem. Včasih jokamo, zaspimo, preprosto ti vidiš, kako smo. In hvala ti, no, da si nas res poklical. In bi ti danes rad delil z nami to, kar smo, zdaj mi s teboj in to, kar lahko mi na tebi vidimo. Po besedah dragega brata Frančiška. Ti si svet, Gospod Bog, ti edini, ki delaš čudeže.
ti si močan, ti si velik, ti si najvišji. Ti si vsemogočni kralj, ti sveti oče, ti kralj nebes in zemlje. Ti si trojstven, ti si eden, Gospod Bog bogov. Ti sam si dobrota, vsa dobrota, najvišja dobrota. Gospod Bog živi in resnični. Ti si ljubezen, nesebična ljubezen. Ti si modrost, ti si ponižnost, ti si potrpežljivost, ti si lepota, ti si blagost, ti si varnost, ti si spokojnost, ti si veselje, ti si naše upanje in radost, ti si pravičnost, ti si zmernost, ti si vse naše bogatstvo do zadostnosti, ti si lepota, ti si krotkost, ti si zavetje, ti si naš varuh in branitelj, ti si pogumnost, ti si osvežitev, ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen, ti si vsa naša sladkost, ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni odrešenik. Amen. Daješ mi veselje, daješ mi veselje, daješ mi veselje, Jezus Gospod. Sestre karmeličanke iz Sore so napisale: Ko beremo besede svetega Pavla, mar ne veste, da tisti, ki tečejo na tekališču, res si tečejo, da pa le eden dobi nagrado, se nam v odgovor ponujajo druge njegove besede. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Nagrada njegovega teka je bila, se zdi, da je dokončal tek in ohranil vero. In dober boj, ki ga je izbojeval, nam govori, da ni šlo za običajen tek, ampak za tek čez ovire. Težko si predstavljamo, da bi na olimpijskih igrah tekmovalec teka čez ovire videl v ovirah, ki jih mora preskočiti, motečega tujka, ki se mu mora izogniti. Pozna namreč svojo športno disciplino, sprejel jo je in ovire razumeva kot izziv, ki je sicer naporen, a hkrati preko napora krepi v njem koncentracijo, gibčnost, ritem, daje mu elan ob vsaki premagani oviri in ga opogumlja za soočenje z naslednjo oviro. V tem duhu mu tudi neuspešni poskusi soočenja z oviro ne bodo vzeli volje, ampak bo sprejel padce kot del učenja in bo šel naprej do konca, do nagrade morda, oziroma do Pavlovih besed, če je tek čez ovire simbol za naše življenje. Ti, Gospod, si ljubeče vse pripravil, prizorišče nas same, in ne ostajaš na tribuni, daleč od našega truda. Ne, skupaj z nami želiš teči, še več, v nas želiš teči ti in ustvarjalno premagovati ovire, nam kazati sproti med tekom lepoto življenja in predvsem želiš vse, kar živimo, po nas odreševati. Ostaja samo temeljno vprašanje. Ti odpremo vrata srca, da vstopiš, ali te mi sami puščamo tam nekje daleč, na tribuni ali še kje drugje. Pridi, Gospod Jezus, da bomo skupaj na poti, da ne bomo drug drugemu ovira, ampak bomo drug ob drugem dobrotljivo in spoštljivo, kakor pred skrivnostjo. Pridi, Gospod Jezus.
nikdar ne zadremlješ, nikdar ne zadremlješ, nikdar ne zadremlješ, Jezus Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.